Koraki do uspeha. Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju redne torkove oddaje Koraki do uspeha. Tokrat bomo predstavili pot in ambicije novogoriškega podjetja Gostol Gopan, ki letos obeležuje 75-letnico delovanja. Raslo je skupaj z mestom Nova Gorica, vendar je svoje lokalne okvire krepko preraslo in dandanašnji posluje na vseh kontinentih sveta. O poti in načrtih bomo spregovorili z direktorjem podjetja Gostol Gopan in generalnim direktorjem podjetja TP Food Group Fabricijem Korošcem ter programerjem v oddelku avtomatizacije, ki se ukvarja s področjem razvoja digitalizacije, Matjažem Furlanom. Obema prijazen pozdrav in seveda hvala, da sta se odzvala našemu vabilu. Hvala vam in lep pozdrav. Hvala. Pa začnimo. Pri Homeri bi človek rekel, podjetje Gostol Gopan, 75-letna tradicija, zasidrano v tem prostoru, vedno bolj in že lep čas tudi v svetu. Nekako se ga pojmuje kot neko zastarelo podjetje, morda še dan danes v zavesti Novogoričanov je Gostol Gopan nekaj takega, kar ni posebno sodobno, ampak to ne drži. Gospod Korošec, najprej, kaj je tisto, s čimer se vi danes, dan današnji ukvarjate? Ste seveda proizvajalci pekarske opreme. Smo proizvajalci pekarske opreme, odnosno industrijskih linij za pekarske opreme. Tu prevečkrat enačimo nekaj enostavnega, kot je kruh, z enostavnimi stroji. V resnici pa so naše linije lahko izredno kompleksne, sestavljene iz 50-60 pozicij. Vsaka pozicija pomeni stroj, različen stroj z različno funkcijo, ki je tehnološko naravnan, to pomeni funkcijo glede na produkt, in tehnično naravnan, to pomeni, kako je mehansko zasnovan, električno zasnovan, avtomatsko zasnovan. Linije torej obvladujejo oziroma omogočijo, da pridemo do končnega produkta, s tem, da mi obvladujemo vse te tri nivoje in potem še digitalizacijo. Tako da podjetje, bom rekel, je polno enega znanja. Lahko bi rekli, da je seveda od tistih začetkov do danes ni bil narejen korak do uspeha, ampak en ogromen skok, če primerjamo začetke in danes. Jaz mislim, da lahko rečemo, da je uspeh v trenutku, ko smo prisotni v vseh kontinentih. In to pomeni, da nas začnejo spoznavati povsod in tudi ceniti. Mi smo tudi opravili eno tako raziskavo. To je bilo sicer, da smo lahko enega kupca pridobili pri naših drugih kupcih, ki so sigurno, bom rekel, povedali, da smo value for money. To pomeni, da znamo dati tisto, kar v bistvu si lahko kupci pričakujejo. Potrebno je seveda veliko znanja, morda na začetku samo to, katero znanje je vse tisto, ki ga vi potrebujete pri tem vašem delu oziroma pri zasnovanju in potem izvedbi teh pekarskih linij. Najprej bi začel z soft skills, kot se tomu reče, z mehkimi veščinami. Mi potrebujemo ambicijo, voljo in željo. V trenutku, ko bomo to dobili, bomo sigurno tudi znali izobraziti naš kader. Je pa jasno, da smo mi tehnično podjetje, kjer, bomo rekel, strojno znanje elektrike, elektronike, digitalizacije je, bomo rekel, gledano s posebnim očesom, da rečemo na tak način. Ampak absolutno iščemo energijo. Energija je tista, ki je potrebna, da postavljene ciljne, ki so vsakič višji in, bomo rekel, bolj ambicioznih, tudi, bomo rekel, dosegamo. Torej, Gostol Gopan vsekakor ni neko lokalno podjetje, ampak je to globalno podjetje. Prisotni ste s svojimi izdelki, proizvodi, če lahko tako rečem, čeprav gre za izjemno zapletene pekarske linije po vseh kontinentih. Kako ste to uspeli? Konkurenca vendarle je precejšnja. Ja, konkurenca absolutno je precejšnja, je pa tudi res, da je izredno konservativen sektor, kjer so naši konkurenti v bistvu taki, da že vrsto let igrajo, bomo rekel, jasno igro. Mi smo znali mogoče si izboriti prostor na tak način, da smo igrali na dve
bomo rekel, tipki, če lahko imenujem tako tega našega klavirja. Ena sigurno je bila ta, da smo in se prilagajamo kupcu. To pomeni, da iščemo fleksibilnost, kar je, lahko razumete, izredno težko pa eni tak industrijske linije, kot sem rekel prej, ima 50-60 pozicij. Torej, ko pravite, da se prilagajate kupcu, to pomeni, da nobena linija, pravzaprav, vi ne delate nekih tipskih linij, ampak se dogovorite, prilagodite kupcu, njegovim potrebam, željam in je pravzaprav, bi lahko rekli, vsaka od teh linij nekako unikatna. Ja, da posplošim, v bistvu mi ne izdelujemo standardnih strojev, ne, ampak naš izdelek je celotna linija, ki je skoraj nemogoče, da je ponovljajoča se. Mogoče kak stroj tu pa tam. Mi v bistvu začnemo ves naš projekt s tem, da kupcu, bomo rekel, pridemo do kupca s tem, da skušamo razumeti njegovo recepturo. To pomeni produkt. Na podlagi tega seveda zasnovamo našo linijo, ampak jo umestimo v prostor kupca. Dostikrat naši konkurenti pa ponujajo standardne rešitve. Ne. Recimo, mi smo se iskali naš prostor na tak način, po drugi strani pa tudi s tem, da smo dvigovali naš tempo in v krajšem obdobju tudi izdobavili linijo kupcu. Ponavadi... Gospod Korošec, koliko časa približno traja zasnova ene take linije, seveda ob upoštevanju vsega znanstvenega, strokovnega dela, od, bom rekla, naročila, začetka dogovarjanja pa do izdobave? Ja, vsaj leto in pol, da bi rekel na tak način. Ne. Se tu je izredno dolg proces, ker mi ne samo, da v bistvu definiramo, zasnujemo to, kar se tehnično imenuje layout, torej postavitev strojev znotraj prostora, potem izdelamo se te stroje, jih odpremimo in jih tudi potem ugradimo v prostor kupca, kjer potem so še naslednji koraki in to bom rekel zadnji korak, pa je sinhronizacija vseh teh strojev. Ja, to je kar zapleten proces, pa verjetno tudi dolgotrajen, kot ste rekli, ampak vendarle, samo še eno vprašanje. Na začetku je bil Gostol Gopan orientiran nekako na vzhod, na vzhodne trge, zdaj pa že obvladujete tako rekoč, bom rekla, cel svet. Absolutno, ja. V bistvu v zadnjih 4-5 letih smo izdobavili linije v Indijo, Bangladeš, v Avstralijo, v Egipt, Saudsko Arabijo, Južno Ameriko, Brazilijo, sedaj se pogajamo z Argentino, v Združene države Amerike že prej, tako da v osnovi v vseh važnih trgih smo prisotni. Ne samo kot grupacija, katero jaz vodim, v bistvu peljemo strategijo, da odpiramo podjetja na teh trgih. Letos smo že odprli podjetje v Združenih državah Amerike, Gostol Gopan ima že podjetje vrsto let v Moskvi. Imamo v načrtih, da bomo odprli podobno podjetje sedaj v Španiji in potem tudi v Aziji. Skratka, ni da ni, ste kot nekakšen plaz, bi lahko rekli, greste povsod, ampak s tem, da gradite, ne podirate. Moj drugi sogovornik je Matjaž Furlan, programer v oddelku avtomatizacije, ki se ukvarja s področjem razvoja digitalizacije in je seveda tudi med pobudniki za razvoj digitalizirane linije, za katero je podjetje prejelo srebrno nagrado. Najprej čestitke. Inovativnost je seveda dan danes tako potrebna kot kruh, bi rekli. Brez inovativnosti ni razvoja. Je tako, gospod Furlan? Tako, lep pozdrav. Tako je, razvoj in inovativnost sta nekako pojma in trenda, s katerim v Gostolu sledimo skozi naše delo, skozi razvoj. Iščemo nove poti, na katere se naslanjamo, in tudi v bistvu nam daje to nekako konkurenčno prednost. Absolutno, nam lahko zdaj to predstavite tako, da bodo tudi naša ušesa pa naši možgani, ki se ne ukvarjajo in niso v oddelku avtomatizacije in digitalizacije, razumeli, zakaj v tem primeru gre, zakaj ste dobili to nagrado, visoko nagrado.
Tako, sistem, ki je bil postavljen, smo ga začeli razvijati že leta 2017 in 2018 in od takrat v bistvu zbiramo podatke v našem datotečnem sistemu. Zdaj smo pa pripravili v teh letih tudi, bom rekel, spletni portal, ki je uporabniku prijazen, stranki, ki v bistvu nam poda vse informacije, predvsem se gre za informacije, ki so potrebne za, kar se tiče energetske trajnosti, energetske porabe, koliko kosov kruha so sploh naredili, saj za stranko je na koncu pomembna ena stvar, koliko sem dal in koliko bom ven dobil. In to je tisto, kar v bistvu želi stranka na prvi pogled videti. In s tem sistemom smo nekako približali in naredili sistem, ki bo to omogočal. Moram pa poudariti, da tukaj ni samo narediti nekaj, ampak tukaj je sklop znanja, ki je v bistvu temelji na celotnem podjetju, ne samo na oddelku digitalizacije in avtomatizacije, pa čeprav smo tukaj, bom rekel, visokotehnološki in delamo stvari, ki smo sploh z digitalizacijo smo zaorali nekako v trg, svetovni trg pekarske industrije kot pionirji. Sedaj pa nam že tudi vsi ostali sledijo na tem področju. Moram reči, da je v bistvu sistem, ki je postavljen, ki je narejen, nam daje tudi v bistvu nam kot Gostolu, razvoju, konstrukciji, tiste podatke, s katerim lahko naše linije naredimo še boljše, izboljšamo tako porabo energije, kot tudi naredimo produkt, ki bo kakovostnejši, lepši in boljši. Če vas prav razumem, je seveda to izjemno pomembno, tako za kupca, za uporabnika vašega, recimo vaše linije, kot seveda tudi za vaš nadaljni razvoj. Te podatki se konstantno, stalno zbirajo in so potem podlaga za nadaljna ukrepanja, predpostavljam. Tako je. Tudi naš sistem, ki je postavljen, temelji tudi na novih tehnologijah, ki so trenutno v svetu že na splošno industriji v razvoju. Tukaj je v bistvu zadej umetna inteligenca, prediktivna diagnostika. To so pojmi, ki danes v bistvu so komaj oblačne ideje, bom rekel temu, ampak podatki, katere smo začeli zbirati že toliko let nazaj, nam dajo zdaj v bistvu te vzvode, s katerim lahko mi to zapeljemo, naredimo in razvijamo sistem, ki bo še boljši. Zakaj? Vsak stroj je namreč pokvarljiv. In če mi znamo stranki povedati, kdaj se bo neka stvar pokvarila, kdaj mora narediti servis, je to za stranko nekaj najboljše, s tem izgubijo izpad linije, s tem je manjša pokvarljivost in seveda boljši izkoristek. Matjaž Furlan, govorila sva seveda o tem projektu Gostol Smart Bakery Line, ste ga nam že predstavili. Kako se je pravzaprav ta projekt obnesel, kaj je prinesel Gostolu in kaj še bo? Tako, s projektom smo začeli, smo želeli približati to, da lahko stranka upravlja, na eni strani upravlja linijo z tem sistemom, po drugi strani vsi ti podatki, ki so pa nam kot Gostolu, služijo za boljši, inovativnejši razvoj naših strojev. Na drugi strani smo se srečali z kupcem, ki je to digitalizacijo od nas vzel, kupil in v bistvu pač nam daje, tudi oni so nam dali neke povratne informacije, katerim smo sledili. Se je izkušnja na trgu bila ena tistih najboljših, ki smo jih lahko dobili. Šli smo do kupca, predstavili, povedali in tam smo dobili in vedno skozi celotno razvoj v 2 letih smo z njimi sodelovali. Bili smo prisotni tako v Belgiji, v Romuniji in v bistvu smo prišli do tega, da je produkt zasnovan, narejen za stranko, pa tudi za nas, s katerim se srečujemo skoraj vsak teden, ker pregledamo stvari, kaj se na linijah dogajajo. O tem sva že rekla. Kaj to pomeni seveda v odnosu do konkurenčnosti, v odnosu do ostalih proizvajalcev? Definitivno, ko smo mi zaorali v ta projekt, si niti nismo predstavljali, bom rekel, kaj vse potegne vse to za sabo. Srečevali smo se od raznih težav, na koncu smo gotovili, začeli smo zbirati preko 20,000 podatkov, ki so v naš datotečni sistem preleteli vsake 2 sekunde. To si moče niti predstavljati, ne znamo, kaj to sploh pomeni. No, res da ne, 20,000 podatkov v 2 sekundah si težko predstavljati. Vsake 2 sekunde. Vsake 2 sekunde, ja. Gotovili smo, da vsi ti podatki jih ne rabimo, ampak smo jih začeli luščiti, ampak to potegne razvoj. S tem v bistvu smo se tudi sami pri tem učili, naučili in sedaj nekako gledamo smernice, ki so v avtomatizirani industriji za vsa področja in jih vlečemo v branžo pekarske industrije. Kam naprej je seveda logično vprašanje?
Definitivno. Meja ni, ne, pri tem, po mojem. Ne, meja ni, trendi se višajo, na trendih se učimo, predvsem pa si želimo nekako poseči, kot sem rekel že prej, v področje umetne inteligence. To je pač visokotehnološka stvar, ampak nam lahko da neke pametne smernice, kjer bo lahko stranka na koncu tudi nehote in bo umetna inteligenca sama upravljala linijo. Včasih, ko slišimo besedo projekt, se nam naježi koža, nekaterima ne. Projekt se sliši tako technicistično, ampak vi snujete tudi nove projekte zdaj in to so projekti, ki seveda prinašajo popolnoma praktične doprinose. Ne? Kaj snujete? Snujemo projekt, s katerim bomo, kot sem že prej omenil, umetno inteligenco in prediktivno diagnostiko. To sta nekako pojma, ki bosta začrtala tudi nadaljni razvoj celotne industrije. Kaj na eni strani pomeni? Fajn bi bilo, da bi se lahko nek del stroja ali stroj naučil sam na podlagi preteklih podatkov izboljšati kakovost produkta. Na drugi strani nam dati pa v bistvu podatek, kdaj se bo neka stvar pokvarila, kdaj bo nekaj za zamenjati in mogoče tudi z nekim 3D prikazom ta servis opraviti. Zanimivo bo, verjetno bo lepo o tem, oziroma zanimivo o tem še kdaj govoriti in nam boste predstavili spet nove izsledke. Ti dosedanji so zagotovo fascinantni, bi rekli, in zagotovo tudi te inovacije vas peljejo še naprej v sam vrh, vkolikor že niste v samem vrhu, svetovnem vrhu, tako kot proizvajalci, tako kot inovatorji, tako kot pravzaprav znanstveniki. Takole bom zdaj rekla: Gostol je tradicija, gostol je ambicija, gostol je rast, gostol je strast. Čigave besede so to, gospod Korošec? Mislim, da vaše. Ja, navdih sem imel pač, ne. Ne bom rekel tako, eden izmed mojih motov sigurno je to, da kupec spreminja podjetje. Živimo pa v taki realnosti, v takem svetu, ko se moramo stalno spreminjati. Torej, kot je prej omenil lepo Matjaž, v bistvu je ta digitalizacija konec koncev lahko imenujemo trojanski konj, ki od kupca nam prinaša njegove zahteve in da se mi hitro prilagajamo na te zahteve. Če se prilagajamo na te zahteve, spreminjamo naše procese, ampak jih nadgrajujemo. To pomeni, da to digitalizacijo bomo prinesli v našo podjetje in imamo v bistvu za cilj, da spremenimo podjetje na tak način, da postane totalno digitalno. Zdaj pa tisto vprašanje, oziroma tema, ki zagotovo tudi vam nekako, ne vem, ne da spati, bom rekla. Trge, ki jih iščete, ta velika ukrajinska kriza z žiti in tako naprej, povedali ste mi, da ste pravkar nekako zastavili trg na Arabskem polotoku in tam ni zrna žita. Kako pa v takih primerih? Je prav tako. V takih primerih edino je, da reagiraš s tem, da se ne potreš. Ne. Enostavno spet na novo pot, nove trge, nove izzive, iskati v bistvu nove prilike. Je jasno, da, bom rekel, živimo v takem sektorju, ki je precej tradicionalen, ki je vezan na sejme, ki so taki trenutki, v katerih se kupec, bom rekel, dobavitelj, kot smo mi, srečajo. Ni še, bom rekel, tako razvit trg, da, bom rekel, z spletom, z internetom lahko dosegamo kupce. To smo poskusili v pandemiji. Je pa res, da v osnovi je smiselno in se vračam s tistemu, ko ste rekla, mogoče zadnji stavek, zadnja beseda, ta strast. Ne. Moraš imeti strast in željo in voljo, da ne prideš v službo, ampak greš na delo, ker nekaj gradiš in tisto te plemeniti. V vsakem primeru, tudi če direktor je najslabši direktor, ampak če ti si upravljal po svoje delo in si čutil svoje delo, ti si postal bogatejša oseba.
Če imamo ta pristop, je jasno, da bomo rekel, zelo težko nas bojo potrle stvari. Ne? Mi rasemo stalno, konstantno, letos bomo prišli do 40 milijonov, drugo leto bomo še rasli, podjetje kot je Gostol postaje središče te grupacije. Ne? Je bilo prevzeto s strani, bomo rekel, italijanskega podjetja, v resnici pa danes obvladuje celotno grupacijo. To pomeni, da znanje, ki ga ima to podjetje, ki je neverjetno znanje, ki je znanje intelektualne narave, ampak tudi v rokah je znanje v tom podjetju, v bistvu smo znali izkoristiti na tak način, da smo znali povezati še znanje drugih, bomo rekel, podjetij v grupaciji. Jaz mislim, da to je lahko nekaj, na kar, bomo rekel, Gostolovci so lahko ponosni. Vsekakor in seveda tudi okolje, v katerem deluje to podjetje. Žal pa seveda s širitvijo, z vsem tem razvojem, boste potrebovali oziroma potrebujete več prostora. Torej, kam Gostol naprej? Vemo, da se širite, vemo, da se razvijate, to je tako rekoč na dnevni ravni, ste pa še vedno na stari lokaciji, prostora zmanjkuje, možnosti zmanjkuje, kam in kako? Ja, letos smo imeli že na začetku leta, bomo rekel, tako izredno močen, da uporabim ta nelep izraz push, da bi se premaknili čim prej. Smo malce zaustavili naše plane zaradi nastale situacije v Ukrajini, seveda, in sem tam negotovostjo, v bistvu, da razumemo boljše stvari, ampak cilj ostane isti, iščemo novo lokacijo, želeli bi seveda tukaj, da ostanemo bom rekel, v Gorici, saj mislimo, da smo majhen pojem, recimo, v mestu. Iščemo pa novo lokacijo prav zaradi vseh teh stvari, ki smo si prej povedali. Konec koncev želimo spremeniti totalno naše procese, ma to pomeni tudi proizvodnjo, pomeni stroje, ki so CNC stroji, to pomeni stroje, ki jih lahko mi upravljamo, planiramo in tako naprej. In je jasno, da potem potrebujemo drugačne prostore, nove prostore in nove zasnove. Tako da jaz mislim in upam in želim, cilj imamo, da v par letih se to absolutno udejanji. Da ostanete v Novi Gorici, v nasprotnem primeru boste iskali izven. Ne bi radi na to odgovorili, ne? Ne, v osnovi, ne, tako. Prva izbira sigurno je Gorica. Spoštujemo vseh naših 75 let. Konec koncev smo trenirali toliko let, zdaj igramo učinkovito. Ne? Torej znamo in ljubimo, bomo rekel, našo telovadnico. Absolutno. Ampak, če ni možnosti, potem pa enostavno podjetje mora iti naprej. Upajmo, da so prava ušesa slišala ta vaš apel in da boste uspeli. Še eno je tisto vprašanje, rekli ste, da boste razširili seveda tudi ta asortiman. Prav tako, razvili smo že linijo za pice, linijo za rogljičke, sedaj v bistvu razvijamo in smo že prodali linijo za preprečenec. Kaj pomeni? V osnovi izhajamo iz tega, da velikanske, bomo rekel, pekarne, industrijske pekarne ne samo proizvajajo kruh, ampak vse te, bomo rekel, komplementarne produkte kruha, ki jih dobimo konec koncev, ko gremo potem k velikemu trgovcu. Če bomo znali tudi to ponuditi, je jasno, da potem postanemo v, bom rekel, malih možganih, bom rekel, našega kupca, tisti, pri katerih lahko dobi vse rešitve. In to je konec koncev naš cilj, seveda tudi s tem, da smo deljene grupacije, nam to omogoči. Pomeni, da kupcu nudimo širok izbor, bom rekel, možnosti, rešitev in različnih produktov. Vsekakor še ena, bom rekla, nevralgična točka morda je prav pri takih tehničnih podjetjih, namreč kadri. Kadrov primanjkuje, Matjaž Furlan, in tudi kadrov seveda z vašega področja, ko govorimo o digitalizaciji, ko govorite o tej inteligenci. Kako je s tem? Kakšna je baza? Imate? Kličete? Pridite? Definitivno bom rekel, da je tukaj zelo podhranjeno področje, ampak zaenkrat skušamo in delujemo v lokalnem okolju, kar nam daje tudi, ker poskušamo dobiti ljudi, podjetje z Goriškega, ki nam skozi partnerski odnos do podjetja pomagajo, oziroma da pridemo potem na koncu do neke rešitve in produkta, ki ga lahko ponudimo. Skratka, Gostol Gopan je telovadnica, kot ste prej rekli, ki kliče tako tehnične kadre, kot kadre iz teh sodobnih tehnologij. Gospod Korošec, naj bo zadnja beseda vaša.
kaj si želite? Tako nekako mislim, da ste tudi rekli, da je Gostol slovenski svet, ampak je tudi planet. Prav tako, jaz mislim, da ima ta naša mala država neverjeten potencial. Sigurno je ta tehnično znanje lep potencial in nedvomno pa moramo temu potencialu dodati nekaj drugega. Tisto, kar je ambicija, želja, volja, da greš v svet. Da se ne slišiš majhen. Ker nisi majhen zaradi tega, ker nas je malo. Majhen si v trenutku, ko se ne znaš, bom rekel, primerno obnašati, spoštovati druge kulture in tako naprej in prinašati nekomu nekaj, kar je, bom rekel, posebnega, inovativnega, njemu v bistvu rešuješ problematike. V tistem trenutku jaz mislim, da imamo in že kažemo, no, bom rekel, da nismo, bom rekel, lažno skromni, možnost širitev, uspeha, rasti. In jaz mislim, da v osnovi bi rekel, da to je, bom rekel, sporočilo, ki bi pustil. Pa še eno sporočilo, kot oče 2 najstnic bi pustil, ne. Vsi tiste, ki imate najstnike, dajte jih poslati v tehnične šole, ne. Ker sigurno bo delo, pa Gostol bo sigurno zaposloval. Torej, to je dober obet in naj bo to tudi zaključna misel današnje oddaje Koraki do uspeha, v kateri sta sodelovala direktor Gostol Gopana in generalni direktor podjetja TP Food Group Fabricio Korošec in Matjaž Furlan iz oddelka avtomatizacije, ki se ukvarja s področjem digitalizacije. Radio